Dragi gledalci, drage gledalke in dragi poslušalci in poslušalke, prav lepo vas znova pozdravljam v naši oddaji, literarni oddaji Splet besed. Nocoj smo spet preko Zooma, tako da nismo v živo, ampak mislim, da to ne bo nikakor vplivalo na kvaliteto našega pogovora. Danes pa ob sebi pozdravljam mlado pisateljico Evo Kurnik. Eva, pozdravljena. Dober večer. Eva, kako si in kaj počenjaš v teh nekoliko spet malo burnih časih za vse nas? Dobro sem, hvala na vprašanju. Predvsem se ukvarjam z študijskimi obveznostmi, ki se v bistvu ne menijo za burne čase. Tako da nekako tvoj študijski vsakdan vseeno, ne vem, poteka dokaj običajno. Zaenkrat poteka dokaj običajno, ja, bi se pa znalo zgoditi, da kmalu spet presedlamo na daljavo, vsaj za nekaj časa. Ja, no, saj daljava ali ne, študirati moramo, učiti se moramo. Kaj pa pisanje? Kako je s pisanjem? Imaš mogoče zdaj malo več časa tudi za pisanje, ko je recimo družabno življenje okrnjeno, kako to vpliva na pisatelja in seveda na mlado osebo, ki verjetno se tudi rada druži? V tem obdobju nimam nič več časa za pisanje, kot sem ga imela prej, enostavno zato, ker 4. letnik faksa zahteva skoraj celoten dan, 5 dni na teden, čez vikend pa potem ponavljanje in priprava seminarskih nalog, tako da epidemija ni nič kaj pozitivno vplivala na moje pisanje. Bomo videli, kako bo, ko bomo enkrat doma. No, saj, ja, saj vem, študij je res, študij je 24-urna služba, tako rekoč, obveznosti in seveda učenje, tako da študiraš pa slovenistiko. Ja, res je, in kar se tiče obveznosti, ker zelo uživam v tem študiju, jih tudi z veseljem opravljam, bi bila pa odkrito povedano zelo vesela kakšne proste minute tudi za pisanje, ampak če ne prej, me nekaj takšnega čaka decembra med prazniki. Ja, saj, pridejo prazniki, pridejo tudi drugačna obdobja, tako da vsi, ki pišemo, pa verjetno vemo, da si je nekako treba tudi izboriti čas za pisanje. No, ti pa želim, da ga seveda tudi najdeš. Ja. No, Eva, jaz sem te nekako povabila, ker smo že v prejšnji oddaji z Simono Rituper smo se pogovarjali o žanrih in nekako tudi o ljubezenskem žanru, ljubezenskega romana, tako da sem nekako potem logično nadaljevala tudi to eno tematsko polje žanra. In pač, ko si mi pisala za svoj roman, sem povabilo z veseljem sprejela in seveda te tudi umestila nekako v ta malo širši sklop žanrske literature. Tako da zdaj pa predlagam, da za vse tiste, ki te ne poznajo, na kratko preberem tvojo biografijo, toliko, da slišijo, kaj si doslej napisala, in potem lahko zajadrava v tvoj roman. Torej, Eva Kurnik, rojena 1997, je začela prva besedila pisati že v osnovni šoli. Domišljije in idej ji ni nikoli manjkalo, še manj pa iskrenega veselja do pisanja. Njen talent so že zgodaj opazili učitelji in jo ves čas spodbujali k nadaljnji ustvarjalnosti, med drugim preko Cankarjevih tekmovanj, pisanja sloganov na tekmovanjih 100 ljudi, 100 čudi Zveze prijateljev mladine Maribor in v okviru projekta Po sledeh Josepine Turnograjske tudi na natečaju za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Sloveniji leta 2015, kjer je tekom sodelovanja ves čas segala po najvišjih mestih. Že kot dijakinja je dokončala svoj prvenec
kriminalno-ljubezenski roman z naslovom Njena pot, ki je leta 2016 izšel v samozaložbi. 4 leta kasneje avtorica predstavlja prenovljeno izdajo omenjenega romana. V letu 2019 je izdala svoj drugi roman Toskanski spev, ki se lahko bere kot samostojna zgodba, mimogrede pa se naveže tudi na nekatere osebe in dogodke iz prvenca. Trenutno pa je tudi sredi pisanja 4. romana. V letošnjem letu pa je v oktobru izdala svoj 3. roman Zlato listje v snegu. Po končani srednji šoli se je Eva odločila za študij slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je ravnokar pričela obiskovati 4. letnik. Ima pa tudi svojo spletno stran. Torej, Eva, že dokaj zgodaj za svoja leta si izdala pravzaprav prvi obsežnejši tekst. Zdaj me zanima, kako se je sploh začela tvoja pisateljska pot, oziroma kako si se kar odločila, da boš pisala romane, oziroma si imela kakega vzornika, in kako se je pravzaprav vse skupaj začelo? Že kot otrok sem se želela ukvarjati s pisanjem in potem kmalu tudi z poučevanjem. V bistvu že kot otrok sem pisala oziroma teti narekovala zgodbice, ona jih je zapisovala po mojem nareku in tudi ilustrirala. Na neki točki sem se odločila, namreč v 7. razredu osnovne šole, da se preizkusim v romaneskni formi in sicer brez misli na izdajo, pač prvi poskus pisanja romana, tako sem vse skupaj gledala. Ampak potem v bistvu, torej moj prvi roman Njena pot je slednjič išel v sklopu srednje šole, v sklopu priprave maturitetnega dogodka. Pa kako je bilo recimo izdati roman tak mlada? Ne vem, verjetno so bili tudi odzivi zelo pozitivni, ker dejansko si ne predstavljam, da bi tak mlada bila že sploh sposobna napisati roman. Kar se tiče pisanja in mojih let, sama v tem nisem videla problema. Njeno pot sem pisala od 13. do 15. leta, do 18. leta. Če bi jo izdala danes, bi marsikaj spremenila, ker se v tem prvem delu na določenih mestih zelo vidi, da sem bila v obdobju pubertete, ampak kot sem rekla, meni starost takrat ni predstavljala problema, odzivi pa so bili pozitivni. Tudi ravno zaradi moje starosti je bilo pa vse skupaj kar kaotično, namreč izdaja prvega romana v samozaložbi. Nisem imela v bistvu pojma, kako sploh izdati roman kot samozaložnica, kam se obrniti, koga oplesti oziroma prositi za pomoč. To je terjalo kar nekaj raziskovanja, ampak po spletu okoliščin, ker je namreč šlo za maturitetni dogodek, sem morala na koncu lektorirano knjigo izdati v lektoriran tekst, kot knjigo izdati v dobrih 3 mesecih. Kaj bi pa recimo svetovala mladim avtorjem, ki so morda zdaj tvoj let, kot si bila pač takrat ti, ne vem, kam naj se obrnejo, na koga mogoče, ne vem, ali naj morda počakajo, da zadeva še dozori. Ne vem, glede na to, da si dokaj mlada stopila na to pot, imaš sigurno pač kakšen nasvet tudi za mlajše avtorje. Ja, res je, se pa ti nasveti zelo razlikujejo od avtorja do avtorja. V bistvu, kar se tiče čakanja, bi svetovala naj svoje delo, ko bo lektorirano, dajo v branje testnim bralcem, po možnosti kakšnim neznanim osebam, ker bodo od teh pridobili najbolj iskrena mnenja. Naj potem, če so zelo mladi, morda počakajo na njihove odzive, preden se odločijo za izid. Po drugi strani, če sami pri sebi vedo, da je delo zrelo, da ugleda luč sveta, naj ga izdajo. Najbolje je, da se povežejo z nekom, ki je že prej izdajal v samozaložbi. Tudi ni nujno, da gredo na pot samozaložništva, lahko si najdejo kakšno založbo. Jaz pri izdaji Njene poti nisem imela te priložnosti, ravno zaradi tega, ker je morala knjiga ugledati luč sveta v 3 mesecih, v Sloveniji pa v primeru založbe na izdajo čakaš kakšno leto ali celo več.
Tako da, če ne bodo v časovni stiski, naj si poiščejo založbo, sicer se naj povežejo s kakšnim samozaložnikom in pri njem poiščejo napotke. Osnove pa so dobra lektura, oblikovanje in pa prelom knjige in pa urejanje računovodstva in potem iskanje tiskarne. Te 4 točke, če se podate na pot samozaložništva, so osnova. Ja, pač zdi se mi tudi, da če nas gledajo kakšni mlajši gledalci, se mi tudi zdi fajn, da vmes pač damo kak čisto konkreten napotek iz lastne izkušnje, tako da Eva, hvala pač za ta tvoj napotek. Zdaj piše že 4. roman, ampak midve se bova danes nekako najbolj lotili oziroma osredotočili na tvoj 3. roman, ki je izšel letos oktobra z naslovom Zlato listje v snegu. Zdaj čisto na kratko, najbolje, da pač povem, zakaj gre oziroma kakšna je narava tega romana. Gre za družinsko ljubezensko sago o ljubezni in odpuščanju, ki se dogaja sredi slikovite vasi nad Idrijo med globelmi in gorami v prekrasni naravi. Prvi del trilogije Zlato listje v snegu piše medgeneracijsko pripoved o ljubezni in odpuščanju. Družinsko-ljubezenska saga ponuja bralno srečanje s slovensko kulturo, nekaterimi navadami in običaji, pa tudi hiter tečaj nemščine. V večini se odvija na Vojskem in v Idriji, med globelmi in gorami v prekrasni naravi. Bralci se bodo med drugim srečali s tiskarno Slovenija, z nekaj zgodovine, družinskimi anekdotami, predvsem pa seveda za zgodbo o ljudeh, kar je najbrž tudi pač nekako v prvem planu vsakega pisatelja, da njegovi liki oživijo in postanejo pač ljudje, mislim, nekako na en način živi. Tako da, Eva, lepo prosim, če nam zdaj za začetek najinega pogovora o romanu prebereš svoj odlomek, pa bova seveda potem nekaj rekli o sami knjigi. V redu. Torej, za začetek bom prebrala poglavje Njegova pot in pa del poglavja Večnost. Sedel je na vlaku, izgubljen, sam. Njegove misli so se vračale k dogodkom zadnjih ur. Očetov pogreb, tišina, rdeči nageljni, lesena krsta, ki so jo spuščali v tisto črno zemljo. Z Jakobom sta prva spustila pest prsti nanjo. Čez nekaj ur zadržal se je na sedmini, nato se je vrnil na pokopališče. Tistega dne že drugič. Ni mogel stran od očeta. Videl je njegov odprti grob, a ni hotel verjeti. Pri vzoru pred seboj je verjel še veliko težje. Njegov brat in Amelija na očetovem grobu. Najprej je mislil, da se objemata. Kar precej časa je potreboval, da je dojel, kaj se dogaja. Spraševal se je, kaj bi se zgodilo, če bi stopil pred njo. Bi planila narazen. Zakaj? Kako dolgo je že trajalo? Kako dolgo sta ga slepila? Kdaj, če sploh, bi spoznal resnico? Bi jo želel izvedeti? Bi hotel videti? Vsekakor bi izvedel, tako je bilo bolje. Bolje je bilo spregledati zdaj kot po poroki. V vsakem primeru bi se nekako znašel tukaj, če ne prej, pa pozneje. Toda imel je tako rad, da bi raje živel v laži. To je bila vsa resnica. Zdaj, v samoti, v gluhi tišini, ki jo je napolnjevalo le brenčanje njegovih lastnih misli, si je to lahko priznal. A poti nazaj ni bilo. Kako sta mogla, se je vprašal že stotič. Ženska, ki jo je imel najraje na svetu, in njegov rodni brat. Klasična zgodba, a le za filme in romane. Ne za njegovo življenje, njegovo družino, njegovo žensko. Od ljudi je bil vajen pričakovati marsikaj slabega, a ne od njiju. S čim si je zaslužil takšno izdajo? Kaj je storil narobe? Delal in živel je pošteno. Nikoli ni nikomur škodoval, oboževal in varoval je svojo družino. Z ognjem bi skočil zanjo. Kaj je dobil v zameno? Je bilo vredno? Vprašanje si je postavil že najmanj stotič. Odgovor je dobro poznal. Da, ona je bila vredna. Zanjo bi stopil skozi vrata pekla. V pekel bi šel
In točno tja ga je tudi poslala. Toda bilo je vredno. Zanjo je bilo vredno. In še naslednje poglavje, torej večnost, vsaj prebrano delno. Življenje je počasi teklo naprej. Jakob in Amelija sta skupaj večerjala. Kot nekoč, le da sta bila sedaj sama. V izjemo spečega Mateja je bila hiša popolnoma prazna. Amelija je v kuhinjo vstopila v eni izmed Nininih oblek. Jakobu, ki ga je v mnogih odzirih že sicer nevede spominjala na pokojno ženo, je zastala sapa. Amelija ni razumela, kaj je bilo, da si je nadela to obleko. Verjetno preprosto ni več marala nositi črnine. Toda se je imela dovolj svojih oblačil, zakaj si je izbrala eno izmed oblek Matejeve pokojne mame. Dobro je vedela, za čigavo lastnino gre. Nino je že večkrat videla, na slikah in v lesoreznih podobah. Celo njuna poročna fotografija je ostala v lesorezu. Prvič se je vprašala, ali jo je naredil Jakob. Nekoč je mimogrede omenil zanimanje za cesarstvo, a o tem ni govoril nihče drug. Dokler je bil tukaj njegov brat, ni nikoli premišljevala o teh rečeh. Kaj na svetu je bilo, da je namesto katere izmed svojih izbrala Ninino obleko? In to precej lepo in elegantno 2 tedna po pogrebu. Kaj je bilo narobe z njo? Jakob bo verjetno mislil, da je trčena. Že tako sta se mučila. Ona jo je mučila, njega in sebe. Po Maksovem odhodu je kar odneslo proč od Jakoba. Držala se je v stran, a v resnici je hotela, sama ni vedela, česa si želi, kako naj se vede, ne odide ali ostane. Kaj bi Jakob želel, da naredi? Ko je vstopila v kuhinjo v tisti obleki, Jakobu na pamet ni padlo nič podobnega. Nina, je pomislil, čisto takšna je kot Nina. Takšno razmišljanje je bilo seveda precej čudno. Razen dolgih lepih las, ženski pravzaprav nista imeli ničesar skupnega. Nina je bila visoka in temna, Amelija je bila bolj drobna in svetlejše poti. Kljub temu, je v mislih razpredal Jakob, se giblje enako kot Nina, enak pogled ima, a njune oči niso enake. Kaj mu je bilo, kdaj je nazadnje razmišljal, kako se kakšna ženska premika? Hitro je vstal, da bi odmaknil stol. Hvala Bogu, da ni slišala njegovih misli. Zahvalila se mu je, nato sta jedla v tišini. Nista se znala pričeti pogovarjati, četudi sta se želela. Oba je težilo dejstvo, da sta, čeprav je eden od njiju pred kratkim izgubil očeta, druga pa zaročenca, namesto o izgubi premišljevala drug o drugem. Si v redu, tišino je na koncu prekinil Jakob. Zelo tiha si. Kakšna pa naj bom po? Ni se mogla prisiliti k omembi njegovega brata. Ni zmogla. Kaj bodo mislili ljudje? Kaj si je o njej mislil Maks? Verjetno najslabše možne reči. Tega ni hotela. A bolelo je manj, kot se je nadejala. Bolj jo je skrbelo za Jakoba. Ni pomembno, si, kakšna. Pričakovala je kritiko. Povedal ji bo, kaj si misli in jo po možnosti še vrgel iz hiše. Prav bi bilo tako. Ničesar ni imela početi tu. Prekrasna, močna ženska z neverjetno ostrim umom, je namesto tega odvrnil Jakob, s čimer je presenetil oba. Da ne omenjam, kako krasno se znajde z otroki. Amelija je preprosto vzcvetela. Z otroki ali s kakšnim določenim otrokom? Z mojim sinom, z Matejem, sem mislil. Ti, utihnil je sredi besede. Ljubi Bog, kaj je vendar počel? Kaj sta oba počela? Na nikogaršna mnenja se ti ni treba ozirati. Čudovita oseba si, je slednjič povedal. Po dolgem času sta se znova pogovarjala. Že prej sta večer za večerom sedela skupaj, a govorila o vsem in o ničemer hkrati. Do tega trenutka. Z eno povedjo je pustil praktično brez besed. Rešil je hudega bremena. Jakob, hvala. Nenadoma ni več premišljevala, instinktivno se je sklonila naprej in ga poljubila na usta. Tudi on se je brez misli naslonil nanjo, kot da išče bolj tolažbo kot kaj drugega. Nenadoma je začutila, da je zajel sapo, kot da se utaplja ali skuša premagati neznosno bolečino. V naslednjem hipu je privil k sebi. Naslonil je na svoj prsni koš in Amelija ni več vedela, čigav utrip sliši ali čuti. Občutek negotovosti jo je prisilil, da je začela razmišljati. Ni se vprašala po razlogih za ta poljub, sploh ni računala nanj, a ni se mogla preprosto prepustiti občutjem.
Že med samim poljubom je skušala svoje dejanje opravičiti z odgovorom, da je šlo preprosto za poskus tolažbe. Toda, če bi iskala tolažbo, ne bi smela tako čutiti. Zaradi poskusa tolažbe, ki je bil že tako povsem v nasprotju s vsakdanjo logiko, ima ne bi smela bučati kri. Ne bi smela slišati bitja svojih src. Tako daleč so Amelijine misli še utegnile, preden se je prepustila. Po 10 sekundah ni več utegnila premišljevati, kaj šele iz tega skupaj vleči kakšnih zaključkov. Naslonila se je na človeka, ki jo je držal v naročju, prižela se je k njemu brez misli na posledice. Tokrat ni imela občutka, da ravna napak. Spoznala je, da je prišla domov. Eva, hvala za bralni prispevek. Zdaj, brala si en del zgodbe, ki se nanaša oziroma vrti okoli Maxa, ki je pač eden oziroma najpomembnejši lik, in potem v drugem delu pa so poslušalci verjetno ugotovili, da gre tudi za ljubezensko zgodbo med Jakobom in Amelijo. Si pa v romanu dejansko strukturirala nekako 2 časa, časovni okvir si razdelila nekako na 2 različna časa, si pa tudi notri zajela 3 generacije, se pravi očeta, potem 2 brata, potem Amelijo, žensko, ki se je v bistvu zapletla. Zdaj ne bova seveda povedali dosti o zgodbi, že zaradi tega, ker je vsak žanrski tekst tudi zgrajen na enem momentu presenečenja, ki seveda se ga ne sme izdati vnaprej. No, ampak dejansko ta 2 časovna okvira, eden se dogaja od pomladi 93 do zime 94 in druga polovica potem 2016. Kako je bilo pač sporejati vse te različne zgodbe časovno? Je bilo to recimo težko, je bilo potreba pač veliko spretnosti pri tem ali je šlo čisto za en naravni proces? Bilo je kar zapleteno, namreč čeprav sem si okvirno zgodbo mislila vnaprej in si tudi pribeležila vse potrebne letnice, sem jih morala tekom pisanja večkrat spremeniti in pa prilagoditi. Treba pa je tudi tukaj omeniti, da je najpodrobnejše opisan čas v letih 1993, 94 in pa 2016. Kasnejše časovno obdobje pa je zajeto v obliki pripovedi in pa spominov protagonistov. Ja, saj nekako se mi zdi, da dejansko oba časovna okvira se res nekako zelo dobro poklopita tudi v spominih, tako da mislim, da tukaj mislim, da si zelo dobro speljala pač to časovno strukturo. Zdaj gre pravzaprav za eno zelo široko zgodbo, kjer pa v bistvu daš v prvi plan, ne vem, enih 5 do 7 ljudi, ampak nekako vseeno se težišče potem pride na Maxa oziroma Maksimilijana, ki je nekakšen tudi pač pravi protagonist celotne zgodbe. Zdaj sama pa tudi praviš, da nekako gradiš na tem, da so liki sivi. Kaj to pravzaprav pomeni in čemu se recimo pri tovrstnem tekstu moramo izogibati? To pomeni, da skušam ustvariti like čim bolj življenjske, čim bolj človeške, vsakdanje, ne nekakšne ukoljupljene črno-bele, temveč takšne, kot jih najdemo na ulici, v trgovini, kjerkoli v naši okolici. Tukaj se je treba izogibati ravno vzorcev predalčkanja in kalupljenja oziroma pisanja na način, da so določeni liki samo beli, pozitivni, prijazni, vedri, določeni pa črni oziroma negativni, zlobni, s slabo energijo in slabimi dejanji. Ja, tako da potem dejansko dobiš pri raziskovanju odnosov nekakšno realistično sliko, predvidevam. Res je, ja. No, vsaj upam, da jo bodo bralci dobili. Kaj pa recimo tvoj osebni odnos do likov?
mislim jih mogoče, ne vem, imaš kakšno, recimo tudi sama do njih, nekakšno določeno, ne vem, kako bi rekla, ne bi rekla ravno čustvo, ampak mogoče, ne vem, da so ti eni ljubši, do enih imaš mogoče predsodke, kako je s tem, recimo, kot pisatelj? Pisatelj ima zelo težko predsodke do katerega koli svojega lika, tudi če je negativen. Namreč liki prihajajo iz avtorjeve notranjosti in so del njega, torej del nas, avtorjev. Jaz osebno imam še nekako najraje Botro, ene izmed protagonistk, čeprav je v prvem delu zgolj bežno omenjena. Na njej bom delala še potem v nadaljevanju. Je pa ta Botra temelji na resničnem liku oziroma resnični ženski, babici oziroma noni moje najboljše prijateljice, ki prihaja iz Idrije in je bila na nek način tudi navdih za to zgodbo oziroma razlog, da se zgodba odvija v Idriji. Torej, lik Botre, ene izmed protagonistk, Mije, temelji na Mirjanini babici oziroma noni, ki je resnično živela in sem jo uporabila z Mirjaninim dovoljenjem. Ostali liki so pa, praviš, nekako popolnoma, recimo, plod domišljije. Res je, ja. Nekateri liki sicer temeljijo na osebah, ki so živele v preteklosti, vendar so, kar se tiče glavnine, še vedno plod moje domišljije, tako da so vsakršne podobnosti z realnostjo zgolj naključne, kar sem tudi napisala na sam začetek romana. Ja, saj pri realističnih tekstih, ne vem, se mi zdi, da kar pogosto naletimo na tovrsten sestavek, se pravi, da pač roman nima nekako povezave z resničnostjo. Zakaj misliš, je tako? Se s tem nekako zavarujemo pred tem, da bi se bralci nekako malo preveč našli v njih, ali zavarujemo mogoče zgodbo samo? Zakaj je temu tako? Zavarujemo tako sebe, kot v bistvu zasebnost naših bralcev, čisto realno povedano in gledano. Nek bralec, popolnoma naključen, verjetno ne bi bil ravno navdušen, če bi, ne vem, sredi knjige prebral nekakšno situacijo, ki se je zgodila njemu in po možnosti tudi ni bila ravno najbolj pozitivna, ali pa tudi, no, ampak težko je pričakovati, da bodo imeli bralci pozitiven odziv, odnos do tega, da se bodo našli v knjigi, ne da bi bili s tem seznanjeni in ne da bi to dovolili. V bistvu gre za varovanje človeške osebnosti in zasebnosti. Ja, saj najbrž je res, ker avtor pravzaprav je vedno tudi oseba in ga pač mnogo ljudi pozna in določene zgodbe so si najbrž tudi zelo podobne, tudi pač v resničnosti, ne, če pišemo realistični roman. Res je, takšnim zgodbam pa avtor potem vseeno doda nekaj svojega še, nekaj svojih izkušenj, svojih sprememb, tako da popolnoma podobno ni nič, kajti če bi bilo povedati podobnosti z realnostjo zgolj naključne, ne bi imela kaj iskati v knjigi. Ja, tako. Eva, zdaj me pa zanima izbira lokacije dogajanja. Gre za v bistvu vas, kako se prebere, vojsko ali vojsko? Vojsko. Vojsko. Vojsko, to je pač v bližini Idrije. Zakaj je ravno izbira tega kraja? In pa tudi, veliko imaš tudi notri recimo narečnih izrazov, pač en del dialogov je v tistem narečju. Kako je, mislim, glede na to, da pač nisi tam rojena, nisi domorodka, je bilo treba veliko raziskovanja, veliko sodelovanja, se gre pravzaprav za eno dokaj specifično območje. Na začetku sem zgodbo dogajanje nameravala zapisati na Koroškem.
Najboljša prijateljica Mirjam, že prej omenjena, pa prihaja iz Idrije, del otroštva pa je preživela tudi na Vojskem. In nekoč mi je pripovedovala o svoji družini, o krajevnih navadah, o svoji domači vasi. Takrat me je v bistvu prešinila ideja, da bi lahko zgodbo zapisala tam, dogajanje predstavila tja, torej v Idrijo in pa na Vojsko. In po Mirjanini zahvali sem imela na voljo ves čas živ, neusahljiv vir informacij, s svojimi pripovedmi, z narečjem in z raznimi drugimi aktivnostmi je zelo pripomogla k razgibanosti zgodbe. Ob njej je bil zelo pomemben vir tudi knjiga Vojsko, avtorice Renate Hvala, in pa dokumentarec Vojsko, moja rodna vas, Uroša Lipovška. Vsi trije, torej tako Mirjam kot gospa Hvala in pa gospod Lipovšek so z veseljem privolili v sodelovanje. Ker pa sem postavila zgodbo v Idrijo in logično sklepala, da večina Slovenije idrijskega dialekta ne bo razumelo, kot tudi ne razumemo dialektov drugega kraja, če smo, ne vem, sami na primer iz Maribora, sem na koncu vključila tudi slovarček idrijskih izrazov in pa nekaj malega nemščine tudi. Sicer pa se, kar se tiče virov, zahvaljujem tudi Zvezi turističnih kmetij Slovenije. Oni sicer niso bili povezani z samim krajem dogajanja, so mi pa ponudili kar nekaj informacij v zvezi z nabavo slovenskih podjetij pri tujih dobaviteljih. Spraševala oziroma govorila pa sem tudi z 124 slovenskimi turističnimi kmetijami in prejela odgovore 28, za kar se jim še enkrat zahvaljujem. Zdaj, Eva, pač zanimivo, da si se res lotila takšne raziskave. Koliko pa se ti zdi, da je tudi recimo v žanrskih tekstih, ki se pač mogoče res berejo v malo večjem obsegu kot, ne vem, recimo kakšno drugo leposlovje, koliko se ti zdi recimo fajn ali pa pomembno, da so tudi tovrstne zgodbe postavljene v domače okolje in koliko mogoče je to tudi za bralce zelo informativnega značaja, ker vsaj jaz osebno pač za vas sem sicer že slišala, ampak nisem pač imela pojma, kje točno leži, kaj se tam dogaja. Tako da sem tudi dobila en vpogled recimo v en del Slovenije, ki mi mogoče ni znan, pa tudi seveda malo v njegovo zgodovino. To je bil tudi cilj, ja. Namreč, da se bralci spoznajo s krajem, ki ni tako splošno znan. V bistvu zelo podpiram slovenske avtorje in to ne zato, ker sem sama del te stroke ali pa ker študiram slovenistiko. Enostavno menim, da je slovenski knjižni trg naravnost preplavljen prevodi iz Anglije, Amerike, skandinavskih držav in tako naprej. S čimer ni nič narobe, ampak realnost je žal taka, da je na slovenskem knjižnem trgu dosti več tujih del kot pa domačih. Tako da absolutno podpiram pisanje slovenskih avtorjev, njihovo udejstvovanje in pripovedovanje, in upam, da se naš trg kdaj tudi nekoliko bolj uravnoteži z manj prevodi in z več domačimi vidnimi deli. Saj sama bi se recimo strinjala v primeru žanrskih tekstov, kajti žanrskih tekstov, ne vem, predvsem kar se tiče ljubezenskih romanov, mogoče tudi zgodovinskih, je res, mislim, težko naletimo dejansko na kvaliteten žanrski tekst, recimo domačega avtorja. No, zdaj, kar se tiče drugega leposlovja, pač niti nimam neke primerjave, ampak ne vem, mislim, da je žanr toliko bran, da je pač tudi fino, da imamo
pisce žanrskih tekstov, kot si rekla, pač tudi iz domačega okolja. Zdaj mislim, da se na tem mestu za ostalo leposlovje nima smisla zdaj spuščati, če govorimo pač res o žanrskem tekstu. In no, zdaj, če sva že pri žanru, pač se tukaj pri žanrih je res, to je lahko plod ene obsežne debate, tudi milijon mnenj. Ampak kljub vsemu te bom vprašala, pač nekako v Cobisu vsaj, no, je vedno pač treba nekako zadevo popredalčkati, čeprav pač noben tekst ni popolnoma nekaj in popolnoma nič drugega. Tako da tudi mogoče tu so eni delčki zgodovine, eni delčki, ne vem, tudi pač mnogo nekih informacij je lahko tudi v takem romanu, ampak kljub temu gre pač v Cobisu nekako za ženski roman, potem ljubezenski roman, družinski roman, saga. Ne vem, recimo, kakšna so pravzaprav oziroma pravila, no, podobnosti teh žanrov in v čem je pravzaprav njihovo temeljno, kako bi rekla, njihov catch oziroma ne vem, zakaj so tudi tako privlačni, recimo, za nas? Za začetek ženski roman je oznaka za dolgo pripovedno prozo z glavno žensko protagonistko. Ta sega v 19. stoletje. Potem ljubezenski roman je, kot že ime pove, delo, pri katerem je glavna tema ljubezen. Družinski oziroma rodbinski roman ima za osrednjo formo postavljeno družino. Saga pa je realistična prozna pripoved o neki osebi, kraju ali rodu. In osebno mi je v bistvu kot avtorici v tem obdobju najbližje zapisovanje sag, ki jih tudi najraje berem. Zdaj težko odgovorim, zakaj so to priljubljeni žanri. Ne vem, očitno veliko bralcev najraje posega po tej obliki. Raje sago kot kriminalko, vsaj jaz osebno sem takšna. Ampak res težko pa ponudim odgovor na vprašanje, zakaj. Bralci smo si različni in očitno je v tem obdobju saga, ljubezenski roman, družinski roman zelo priljubljen. Ja, jaz mislim, da je. Ne vem, morda ravno zato, ker pač gre za eno kontinuirano dogajanje in ker je pač v ospredju ena neka osebna zgodba pač večjih ljudi in konec koncev družina je povsod ena naša bolj primarna celica in tudi pač družini velja največ naših čustev, naše pozornosti in tudi zaradi tega nas verjetno take zgodbe tudi privlačijo. Konec koncev so tudi žanrske teksti zelo berljivi, tako da lahko dejansko zgodbo zapopadeš zelo, hitro se lahko odvija, ne, ker pač gre za bolj preprost slog in lažje nekako zapopadeš tudi celotno zgodbo. No, to je vsaj moje mnenje zdaj iz tega pogovora, ampak najbrž je pač še več različnih razlogov. Se pa tudi žanrskih tekstov, ne vem, nekako držijo tudi določeni predsodki, pač da gre za literaturo nižjega ranga. Ne vem, kaj sama meniš recimo o tovrstnih predsodkih do določenega žanra? Menim, da so ravno to namreč predsodki neutemeljeni, posledica nekakšnih prejšnjih časov, mogoče tudi izrasla na moškem zelniku, namreč da so ljubezenski romani nižji, trivialni, ravno zato, ker so ljubezenski, zato jih berejo samo ženske. Moški jih ne bodo, ker so pač moškega spola in njim ljubezen ni tako pomembna oziroma niso čustvena bitja. Skratka, meni se zdi to predalčkanje kot bralki in kot slovenistki popolnoma nesmiselno. Nižji žanr, mnenje o žanru je pravzaprav odvisno od samega bralca in takšno posploševanje je v bistvu že kar žaljivo do žanra, do zgodb, do avtorja. Ja, mislim, dejansko pa imamo tudi žanrske tekste, tudi kriminalke, recimo, ki pač lahko nekako tudi parirajo
recimo enim, ne vem, modernemu romanu. Tako da vse o tem mislim, da bi lahko razpredali še in še, no ampak malo sem mogoče pač te podrezala glede tega, ker pač ravno govoriva o tem romanu. Eva, zdaj bi te pa lepo prosila še za drugi odlomek oziroma pač drugi del branja, kjer se pomaknemo časovno tudi v romanu in v branju v leto 2016. Res je. Res je odhajal na morišče. Čez nekaj ur bi lahko odšel naravnost v bolnišnico. Kot je povedal Erik, sploh ni bilo nujno, da bo sam potreboval zdravnika. Prav tako ni bilo nujno, da bo v tem prostoru umrjen on. Že dolgo je bil na igrišču, predolgo. Sedaj je izpolnil dano obljubo. Vrnil se je sem, svojo domovino, k svoji družini. Po več kot 20 letih so se tekmovalci končno zbrali na startu. Zdaj bodo pričele padati glave. Vprašanji sta bili dve. Koliko in kako? Predvsem pa, čigava bo padla prva. Max ni imel namena igrati. Sedel bo med gledalci. Oni bodo igrali. Sami bodo igrali in sami se bodo uničili. On je bil in bo ostal opazovalec. Že pred vsemi temi leti je samo opazoval in ni ukrepal. Tokrat bo drugače. Tekma se je začela. Sestanka je bilo konec manj kot pol ure. Max je bil prepričan, da bo brata z lahkoto prepričal k sodelovanju. V času, odkar se nista videla, se je Maximilian spremenil. Postaral se je. To je veljalo tako zanj kot za Jakoba. Sam je malce prej razmišljal, da so bili lasje edina večja sprememba pri Ameliji. Pri tem se ni zavedal največje spremembe pri sebi. Močne črte okoli ust, ki mu je niso zarisale gube, temveč zagrenjenost. Tudi zdaj je bil zagrenjen. Ko je gledal Jakoba in Amelijo skupaj, se mu je kljub tem obrambnim zidovom v notranjosti podiral svet. Hkrati je v pogledu na bratovo ženo izpuhtela vsa njegova odločnost. Od kod za Boga so se pojavile vse tiste misli o slabičih in padanju glav. Kaj je hotel s takšnim premišljevanjem zavarovati pred bolečino? Po ponovnem srečanju je šlo za to. Odgovora ni poznal. Še več, v tistem trenutku je očitno preslabo poznal celo samega sebe. Ničesar ni načrtoval, zgolj občutek mu je veleval, naj se vrne domov. Ni želel maščevanja, ni umiral, da bi se moral posloviti. Le spraviti se je želel z vsem. Potem pa tako. Ne Jakob, ne Amelija ga nista prepoznala. Pogled na njuno bližino ga je resnično iztiril. Pričakoval je sicer marsikaj, a celo v najhujših sanjah ne bi pomislil, da ga lastni brat ne bo prepoznal. Zgodilo pa se je prav to. Ko je videl, kako objema Amelijo preko ramen, jo ljubeče kliče Meli, kako se ona naslanja nanj in ga gleda. Jez v njem se je prelomil na dvoje. Mislil je, da ne bo ničesar več čutil. Prišel je, da bi se vrnil k družini. Ni nameraval poravnavati starih računov. Toda ta prizor je spremenil njegovo mnenje. Jakob ga je očitno zlahka pozabil. Enako Amelija. Niti pomisliti ni hotel na tisti njen ljubeč pogled, na roke, ki so objemale njegovega brata. 22 let medtem, ko je sam životaril. Jakob je imel vse, dom, družino, njo. Je bilo tako prav, se je Max vse življenje trudil za to, da bi na stara leta gledal njegovo srečo. Njegove misli so divjale, usta pa so govorila nekaj popolnoma drugega. Lastnemu bratu je ponujal poslovno partnerstvo. Sam ni vedel, od kod se je vzela ta ideja. Govoril je v nemščini, kajti če bi spregovoril eno samo slovensko besedo, bi se izdal. Njegove misli in čustva bi se prelila v besede in glas, ki bi temu sledil, bi jih najverjetneje pokopal s seboj. Vse tri. Jakob ga je opazoval. Zadnje pol ure je nekajkrat pomislil, da pri vsem skupaj nekaj ni v redu. Ta Nemec mu je sicer ponujal vse dobro. Kaj dobro, najboljše možno. Toda njegov pogled je govoril popolnoma drugačno zgodbo. Zavedal se je, da je bila ponudba dobra, zelo predobra, da bi jo zavrnil. Ne popoln norec bi storil kaj takega. A nekaj ga je zadrževalo. Razmišljal je v pravilni smeri, njegova ponudba je bila res predobra. Nekje mora biti neka zanka, si je mislil Jakob, ko je poslušal človeka pred seboj. Nekje mora biti zanka, le da je on zaenkrat ni videl. Bergerjevega jezika sicer še zdaleč ni obvladal, ali razumel ga je predvsem do te mere, da je vedel, da se njegove besede ne skladajo z govorico njegovega pogleda. Tukaj ni vse prav, ne more biti.
je v mislih razpredal Jakob. Ni pomislil, da vsej zgodbi karkoli smrdi, to ne. Le Stig ga je opozarjal, naj pazi, zelo pazi. Ta Nemec je bil v poslu očitno prekajen maček, dobro. Nikjer ni pisalo, da si z Jakobom nista enaka, prav nasprotno. Precej starejši je bil od njega, v poslu se je gibal občutno več časa kot on. Delal je sam, moral pa bi te misli ni hotel oblikovati do konca. Kakor hitro je Maksimilijan Berger stopil v njegovo pisarno, se mu je v podzavesti naslikal določen obraz. Skoraj vsilil se mu je, zavestno pa se te primerjave ni zavedal. Misel na brata je zakopal tako globoko, da je celo ob neposrednem soočenju z njim ostal popolnoma slep. Imel ga je pred seboj, po 22 letih je končno stal pred njim, vendar ga Jakob ni prepoznal. Ni dojel, kdo je, ali pa ni hotel dojeti. Med pogovorom s prišlekom je Jakob podzavestno držal ženino dlan in kadar se mu je zdelo, da je karkoli narobe, je skoraj nehote stisnil, kot da pri njej išče pomoči. Toda kako bi mu lahko pomagala? Amelija ni obvladala nemščine. Tako in tako ni poslušala njunega pogovora. Možakarjeve oči so jo sicer pritegnile, a na drugačen način kot Jakoba. V njegovem pogledu je bila sled znanega, domačega. Gledal jo je popolnoma drugače kot njenega moža, tega nikakor ni spregledala. Zakaj? Kaj se je dogajalo? Kaj je hotel ta človek? Nekaj ni bilo na svojem mestu. Ti občutki so prebevali tudi njo. A za razliko od Jakoba, ki so se mu kljub odlični ponudbi ali pa prav zaradi nje v glavi že v prvem trenutku prižgali vsi alarmi, si Amelija v prvem srečanju ni mogla ustvariti mnenja o tem tujcu. Sila na njemu je privlačila, pritegnil je kot zanimiv človek, kot svetovljan. Hkrati jo je nekaj močno odbijalo, čeprav ni točno vedela, kaj. Eva, hvala za drugi del branja. Zdaj mislim, da so že pač poslušalci, tisti, ki so poslušali, so nekako tudi dojeli, da gre pravzaprav za ljubezensko zgodbo med Amelijo in Jakobom na eni strani in potem na ljubezensko zgodbo med Maksom in Amelijo na drugi strani. Tako da pravzaprav gre za dva brata, ki se potem znajdeta seveda v medsebojni napetosti, ker pride med njiju ženska. Tako da gre za po eni strani izpolnjeno ljubezen, po drugi strani pa za neizpolnjeno oziroma za tragično ljubezen med Maksom in Amelijo in potem seveda Maks pride 22 let kasneje domov in se pač začno stvari tudi dogajati. Tako da dejansko Maks pač pride nazaj, njega v bistvu vodi tudi neka želja po maščevanju. In tudi sama tukaj praviš, da pač zakaj pravzaprav ta želja po maščevanju in kako to vse skupaj potem poganja celotno zgodbo. Maksova želja po maščevanju se v bistvu pojavi šele nekje v sredi zgodbe. On se vrne, kot je bilo že povedano v odlomku, da bi se znova zbližal z družino. Ko pa vidi, kakšne so dejanske razmere, se ta želja spremeni v željo, da bi pač pridobil tisto, za kar misli, da mu pripada, in to njegovo razmišljanje potem poganja celotno zgodbo naprej v svoje načrte, vključi svojo hčer, ki pa je pač tretja generacija protagonistov v romanu in pač želi z njeno pomočjo doseči določene svoje cilje. Vendar pa ima ta hči kljub vsej ljubezni in predanosti očetu svoje ideje, svoj način mišljenja in tudi svoja čustva in vse skupaj se zaplete, ko se Maksova hči zbliža z enim izmed Amelijinih in Jakobovih sinov in v bistvu posledično postane razpeta med človeka, do katerega prične gojiti čustva, in pa do svojega očeta. Ja, saj zelo zanimivo je, da potem na koncu dejansko zaključiš roman odprto, seveda, ker gre za trilogijo,
ki se nadaljuje potem, ampak potem dejansko čisto v zaključku ponudiš zdaj eno kost oziroma pač en izsek poglavja iz naslednjega romana. Kako je pa zdaj recimo z zgodbo? Jo imaš zdaj že vnaprej dodelano ali se recimo med samim pisanjem drugega dela potem tudi spreminja? Ali pa imaš že čisto recimo vnaprej strukturirano? Drugi del je v celoti strukturiran, v bistvu čaka še na nekaj lepotnih podrobnosti in pa na lekturo. Upam, da izide naslednje leto. Kar se pa tiče tretjega dela, trenutno obstaja kot osnutek na papirju in nekaj začetnih poglavij. Z njim bo še ogromno dela in ogromno časa, vendar tudi bralcem ni tako pomemben, ker jih najprej čaka še drugi del, tako da s tretjim se bomo verjetno ukvarjali čez kakšno leto ali še dlje. Sicer pa celotna zgodba je bila strukturirana, napisana, celotna trilogija je bila strukturirana, osnutek je bil napisan še pred začetkom pisanja prvega poglavja, določene podrobnosti pa so se spreminjale oziroma dodajale tekom razvoja celotne zgodbe. Tako da bomo zdaj malo še čakali, da dobimo nekako odgovore na vprašanja vseh teh zapletov. Zdaj, zanima me pa tudi, ali je pisanje recimo takih, ker pravzaprav gre za dokaj čustvene teme, tudi za težke teme, kajti ena takšna neizpolnjena ljubezen, kot vidimo pri Maxu, nam lahko v bistvu temeljno določi življenje in ga zasuka v eno smer, ki si je najbrž ne želimo, ker pač gre v njegovem primeru za zagrenjenost oziroma za eno težko bolečino, grenkobo, ki si je verjetno ne bi noben želel, ampak kot praviš, pišeš tudi zato, da liki take stvari razrešijo oziroma da jih prerastejo. Res je, vedno pišem z namenom razvoja likov in če je le mogoče pozitivnega razvoja. V bistvu že zdaj lahko napovem, da je cilj te trilogije, da vsi protagonisti, torej tudi Max, nekako premagajo to svojo grenkobo, začnejo gledati naprej in da tudi sama v življenju stremim k takšnemu pogledu, torej mimo ovir oziroma čez ovire in pa proti temu, kar sama želim. To v bistvu svetujem vsem posameznikom, naj pustijo težave ob strani oziroma jih skušajo sproti razreševati in živeti v skladu s svojimi željami. Tako da nas dejansko tak roman lahko morda tudi napelje na eno tudi mogoče osebno spremembo oziroma da so liki nekakšno ogledalo za naše čustveno stanje in morda lahko tudi ponudijo rešitev. Res je, to je še eden izmed ciljev pisanja, da morda odprejo kakšna razmišljanja, do katerih se posamezniki ne bi prikopali, ker pač ne razmišljajo v določeni smeri, dokler ne naletijo na določeno zgodbo. Stremim pa tudi k temu, da bi liki služili tudi kot nekako opomin, ne zgolj kot zrcalo, namreč kot opomin, kaj se lahko zgodi, če svoje življenje pač popeljemo v določeno smer in se prepustimo določenim čustvom in občutjem. Pa recimo, kaj pa za avtorja, je takšno pisanje oziroma toliko enih teh obratov, toliko enih psiholoških, recimo, lek, je to za avtorja tudi včasih psihično naporno? Ja, odvisno, to je spet odvisno od človeka. Zame osebno ni bilo, jaz sem si zamislila takšno in takšno zgodbo in se je držala. Zna pa biti, mislim, verjetno kakšnemu pisatelju kriminalk ni ravno lahko, ko opisuje zelo krvav umor in se pri tem zaveda, da občuti grozo pred tem in da v realnem življenju tega ne bi bil nikdar sposoben. Ja, najbrž imaš prav, ja. No, nekako si nekako tudi predstavljam, da imaš pri tovrstnem pisanju nekako malo tudi mešane občutke, verjetno, ne.
Zdaj, mogoče še čisto na kratko ta motiv družinske skrivnosti. Za Eriko pravzaprav gre tudi za odkrivanje družinske skrivnosti. Je družinska skrivnost nekako en motiv, ki je pravzaprav gonilna sila sage o družini? Družinska skrivnost je eden izmed večjih motivov, ni pa gonilna sila. Gonilna sila v tem romanu je ljubezen, oziroma v celotni trilogiji. Ljubezen tako v družini, kot med partnerji, kot med otroci in starši. To sem postavila kot nekakšno srednjo točko, ker se skušam držati tudi v življenju. Nisem človek mistike in skrivnosti, ampak človek čustev in tudi ljubezni. Ja, Eva, mislim, da si zelo lepo zaključila tudi najin pogovor o tem romanu. Verjamem, da je marsikoga tudi pritegnilo že zaradi tega, ker je dejansko pač ljubezen tista, ki nas vse nekako vodi naprej in zaradi katere pravzaprav premagujemo tudi težavnejše situacije. Tako da si zelo lepo zdaj zaključila vse skupaj. Zdaj nekaj besed pa morda vseeno še velja nameniti tudi tvojemu romanu Toskanski spev, kaj ti gre tudi za en obsežen tekst z eno zanimivo zgodbo. Res je, Toskanski spev je prav tako družinska medgeneracijska zgodba, pisana s strani matere in pa njenih dveh hčera. Osrednji motiv v tem romanu je materinska in pa ženska ljubezen, tema pa je družinsko-ljubezenska s pridihom kriminalke. V bistvu vzporedno potekata dve pripovedi, in sicer pripoved starejše hčerke Anje in pa njene matere Tatjane. Zgodba se odvija tako v Sloveniji, kot delno tudi v Toskani oziroma v Firencah. In tekom dogajanja dobimo pogled v življenje protagonistov, na neki točki se preteklost preplete s sedanjostjo in razkrije se zopet določena družinska skrivnost, ki se je kot rdeča nit vila že od začetka romana in bralce držala v napetosti. Bežno pa omenjam tudi like iz predhodnega romana Njena pot, pojavijo se namreč na koncu, tako da bralcem Toskanskega speva toplo priporočam tudi branje prvenca. Tako jim bo konec nekoliko jasnejši oziroma razumljivejši. Ja, torej gre tudi pravzaprav za raziskovanje preteklosti in sedanjosti in njunega razmerja, pa tudi kako vplivata ena na drugo. Najbrž je tudi to ena zanimiva gonilna sila tovrstnih daljših romanov. Ja, res je. V bistvu takšna gonilna sila nastopa pri večini vsak. Ne rečem, da so vse gonilne sile družinske ali skrivnostne, ker tudi več vrst vsak poznamo, seveda, ampak kot sem rekla, neka rdeča nit je vsekakor potrebna in pri meni se trenutno te niti spletajo okoli družine in pa generacij. Tako, Eva, nekako smo zdaj prišli do enega zaključka. Jaz se ti lepo zahvaljujem, da si nam predstavila svoj roman Zlato listje v snegu. Verjamem, da je marsikoga tudi pač zgodba pritegnila, saj gre za, v primerih takih romanov gre pravzaprav za zelo kompleksne zgodbe tudi, ker pač nekako, ne vem, različni odnosi so notri in mislim, da to ljudi pravzaprav zelo tudi pritegne. Tako da hvala, da si bila moja gostja. Ne vem, morda imaš še bi kaj dodala, sva kaj pozabili, sem kaj izpustila mogoče? Nisi, v bistvu sva zajeli vse, kar je bilo pomembno, tako da se zahvaljujem za priložnost in pa za pozornost in vabim bralce, da posežejo po katerem od mojih del. Eva, tebi pa seveda veliko uspeha pri študiju,
in seveda veliko kvalitetnega časa za pisanje. Jaz se že tudi veselim nadaljevanja zgodbe, tako da mislim, nekako čakam pač, da se mi tudi pokaže, kaj se je s temi liki zgodilo. Tudi kot bralko me je pač ta zaključna napetost pustila v enem pričakovanju, tako da upam, da naslednje leto res pridem tudi do drugega dela, tako kot si rekla, tako da ti želim res vso srečo pri tvojem ustvarjanju. Najlepša hvala in bom delala na tem, da prideš do drugega dela, tako ti kot tudi vsi ostali bralci, če bo le, da boš čas. Velja. Najlepša hvala in adijo. Hvala, lep večer. Enako. Vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, hvala, da ste bili danes z nama. Upam, da sva vam polepšali in popestrili večer. Zdaj pa predlagam, da hitro posežete po katerem tekstu, sicer knjižnica je že zaprta, ampak lahko si pa pripravite kartico in jutri takoj zbežite po knjigo. Pred nami je nekaj slabega vremena, tako da mislim, da je tudi to odlična priložnost, da spet začnemo nekaj brati, mogoče tudi obsežnejšega. Mi se pa vidimo spet čez 2 tedna. Nasvidenje.